Dobro, potem bom pa jaz kar uradno začela. Dober večer. Veseli me, da ste se pridružili današnjemu intervjuju. Kot ste videli, imamo zelo zanimivo sogovornico, vsaj za nas, članice Ženske zveze, smo bili vse zelo vesele, da ste potrdila. Gospa Polona Kambič, županja, že 3. mandat, če sem prav zaznala. Ampak mogoče že še preden začnemo, morda samo še nekaj pravil. In mislim pravil, takih dogovorov. Predlagam, da izključimo mikrofone takrat, ko ne govorimo, zato da ne prihajajo kakšni drugi zvoki, pa nas ne motijo. Seveda so vprašanja dobrodošla že med samim pogovorom, s tem, da med pogovorom predlagam, da se jih zapiše v chat oziroma v ta prostor, ki je namenjen vprašanjem. Medtem ko po pogovoru boste pa seveda dobrodošle tudi, če boste same v živo kaj vprašale. Kot sem že prej Darji rekla, morda, to je samo nasvet, če želite, v desnem kotu imate možnost prilagoditve pogleda in če ga date na speakers view, boste videli osebo, ki govori malo na večje. Ampak se vsaka odloči seveda, kako želi. Tako, zdaj pa kar začnemo zares. Kot sem rekla, imamo med nami županjo, ki je že 10 let županja, tako da čestitam. Sicer je rojena kot 8. otrok, to mi je tudi zelo zanimivo, v eni številni kmečki družini. Je pa tudi sama mati 3 sinov. Po poklicu je magistrica menedžmenta kakovosti. Kot sem rekla, je sicer že od leta 2000 v občinski upravi, najprej kot direktorica občinske uprave, nato se je pa odločila za kandidirati kot kandidatka Slovenske ljudske stranke in občina Sevič je takrat dobila prvo županjo. In sedaj je že 3. mandat. Zakaj je bilo meni tako pomembno, da jo dobimo za sogovornico? Malo sem brala o njej seveda spletno, to, kar je pač zdaj možno. In všeč mi je bilo, ker sem pravzaprav, tudi če ne bi vedela, da je ženska, če bi bila samo šifra, če bi bila anonimno, bi vedela, da je ženska. Ker pravzaprav vse, kar sem o njej prebrala, kaže na to žensko noto, ki jo zelo pogrešamo pravzaprav v političnem prostoru. Na primer, na spletni strani lokalno.si sem prebrala, tako kot piše, bom prebrala. 17. marca letos, na začetku korona krize, sem na elektronski naslov prejela županjino sporočilo, ki ga v celoti kopiram. Pozdravljeni, Jasna in Aleks. Prišla sta mi v misli, zato vama pošiljam topel objem in pozdrav iz sončnega Semiča. Ne dovolita, da bi vaju strah ohromil, poiščita darilo tega umirjenega tempa. Kljub temu pazita nase in na svojo okolico. Srečno. In seveda je odgovorila, veste, to sporočilo je bilo v času, ko smo za 3 mesece morali zapreti svoje dejavnosti in ostali brez vseh prihodkov, inspiracija, motivacija, svetla točka, lučka upanja, da nismo sami, da nekdo misli na nas. To je, si pač upam trditi, lahko samo ženska empatija, tista, ki je razumela, je razumela in čutila, da je prav, da sporoči svojim ljudem, da jim da eno tako svetlo luč, v bistvu poboža, tako, čisto zares poboža. Sicer je uspešna, je občina, odkar je gospa Kambič županja, so uspešni pri črpanju evropskih sredstev, uredili so muzej, imajo prekomejne projekte turizma, torej je spoznala vrednost turizma v Beli krajini, kar je tudi zelo, zelo pomembno. Zelo upošteva svoje sokrajane, občane, dovoli, da sokreirajo, da soodločajo in sicer vse generacije, ne glede na to, so mladi, stari, moški, ženske, vse posluša. Všeč mi je bilo, da je napisala na svoji spletni strani oziroma občinski spletni strani, da je uvedla participativni proračun zato, ker je začutila, da v tem trenutku njeni občani to potrebujejo, da se povežejo. Torej ponovno nekaj, kar zelo kaže na to, da je ženska z veliko začetnico.
Tako da, hvala, da ste se odzvala. In zdaj bom kar začela z vprašanji. Pa mogoče kar, to nas zelo zanima, namreč članice Slovenske ženske zveze, kako je potekala vaša politična pot? Kako se ženska odloči za to, da gre na tako pravzaprav moško domeno? No, lep pozdrav vsem skupaj. Hvala lepa za tak lep napovednik. Nisem glih navajena, da bi me skoraj hvalili, tako da mi je kar malo narodno. Ampak mi je pa fino, da ste poiskali te, ne vem, kako ste prišli do tega v zvezi z Aleksom in Jasno, ampak res tako je bilo, no. Ženska pač razmišlja o tem, kako se drugi počutijo in tudi mislim, da lepa beseda vedno lepo mesto najde, kot so rekli. Tako da res hvala za ta napovednik. Jaz upam, da vam bom kaj zanimivega povedala in sem tudi počaščena, da ste me zbrali. Nimam se za nič posebnega, sem ena izmed 22 slovenskih župan in če vam bo kaj v redu ali pa se boste lahko iz tega kaj naučili, potem bom pa tudi jaz zadovoljna. Tako da bom poskušala vam čim bolje odgovarjati na vprašanja. Zdaj, kakšna je pač moja politična pot oziroma kako sem prišla do tukaj? Saj malo ste že nakazali. Namreč jaz nisem nikdar želela biti županja, to ni bila moja ambicija, ampak nekako me je življenje pripeljalo do tega, da se je potem to dejansko tudi zgodilo. Leta 2000 me je takratni župan, zelo uspešen župan, ki je našo občino popeljal kar na en tak odskok, da sem jaz potem res lahko nadaljevala njegovo delo. Me je povabil, ker je njegova direktorica občinske uprave šla pač na porodniško in je rabil neko nadomestilo in jaz sem ravno nekaj pred tem tudi imela že ustrezno izobrazbo, delovne izkušnje in sem šla pač na ta izziv, sem šla nadomeščat direktorico in kasneje se ona ni več odločila, da bi, ko se je pač vrnila iz porodniške, da bi to še naprej delala in tako sem jaz ostala potem direktorica 10 let in če veš, v majhni občini biti direktor, delaš vse najtežje, vse najbolj odgovorne stvari, ogromno stvari moraš poznati, zraven pa seveda še voditi občinsko upravo. Takrat so se začenjali tudi evropski projekti, se pravi, da je bilo treba tudi se na novo učiti, pridobivati ta sredstva in res je bilo zelo naporno, ampak ogromno sem se pa tudi naučila zraven, ne. Župan je bil zelo zahteven, super župan, ampak on je pač, jaz sem velikokrat rekla, šel z glavo skozi zid in smo tudi skozi prišli, ker je pač imel ob sebi ekipo. No in leta 2010, ko so bili pač te volitve, se je on že pred tem se je upokojil, ampak je potem vztrajal do konca mandata in seveda je nahecal mene oziroma verjetno želel je enega drugega kandidata, ki se pač ni odločil in potem na koncu seveda ženske bodo rešile svet. In jaz se nisem sploh dala, sem rekla, ni govora, jaz nisem to sposobna, ker jaz sem vedno občudovala župana, res, sem rekla, to moraš biti pa res sposoben, to ni vsak za to, to se rodiš, ne, kje, jaz nisem za to. No in potem nekako ni bilo druge, sem rekla, glejte, grem na dopust, to je bilo ravno avgusta, ko se vrnem čez en teden, vam pa povem svojo odločitev. Sem se mislila, glejte, sem tukaj, da vas dam na stran, pa vam bom že rekla, da ne grem, ne. No, potem sem se pa na dopust vzela kar nekaj knjig in ena med njimi je bila tudi taka, v kateri sem pa našla odgovore, da bi pa tudi jaz to mogoče zmogla. Se pravi, mi je dalo neko moč, pa tudi pogovori z družino, smo bili več skupaj, so pač se na to pripravili, da bi me podprli in da bi šla v to. In potem seveda sem v to privolila, ampak s tem, da sem pač povedala, da jaz se ne bom pokorabila oziroma da ne morem delati proti svoji volji samo zato, če bi to stranka želela, da pač jaz bom ostala jaz, da to pa morajo vedeti, ne. No in potem sem šla na volitve, seveda je bilo takrat veliko zanimanja, ker je pač bivši župan, ki je bil 16 let župan, prenehal biti in takrat so seveda apetiti veliki. Nas je bilo 7 protikandidatov, in v drugem krogu sem potem bila z žensko protikandidatko,
ki se je pojavljala v vseh še preostalih naslednjih 2 mandatih kot moja protikandidatka. No in takrat sem zmagala in potem delaš, pač greš, prvo leto je verjetno najtežje, ker moraš ubrati en svoj sistem, ne. Ljudje so navajeni bivšega župana, misliš tudi sam, da je tisto najbolj pravilno, ampak ne moreš izhajati, moraš iz sebe, ne. Jaz svoje govore res sama pišem, vse, kar želim ljudem povedati, povedam jaz iz srca, ne morem meni nekdo napisati tega. No, in potem po odzivih, ko so bili razne prireditve, govori, pa to, pa so se ljudje odzivali in so to čutili, tisto srčnost, ki sem jo jaz pač želela dati. In potem sem rekla, aha, sem na pravi poti, moram kar vztrajati oziroma držati se svoje poti, no. In ta je vedno najbolj prava. Tako da zdaj vidim, ko pogledam nazaj, da je bilo to najboljše. Pač, če kopiraš drugega, si slaba kopija, če si pa to ti, je pa najlažje, potem se ne rabiš sprenevedati in tudi ljudje opazijo, če eno govoriš, drugo pa v resnici misliš in delaš, no. Tako da evo, in potem seveda vztrajaš, greš naprej. 4 leta minejo, kot bi mignil, pa smo spet tam, spet v tem lepem predvolilnem obdobju, lepem v narekovaju, ki si ga skoraj bi želela preskočiti, ampak je sestavni del. Najslabše je bilo v prvem mandatu, oziroma pred prvim mandatom. To je pa bila taka grda tekma, taka res grda, grda predvolilna. No, kasneje, zdaj sem se že tudi navadila, oblikovala sem si ekipo, dobro direktorico za svoje nadomestilo našla in zdaj moram reči, v tretjem mandatu mi je kar lepo, no, dobesedno. Zdaj gre, vse teče. Tako, taka je moja pot. Nič ni bilo, da bi želela, ampak enostavno tukaj sem, no. No, ampak pogovori z družino, ne, kot sem razumela, in pogovor sama s sabo sta bila, to je bilo odločilno, ne. Tako, seveda, brez tega ne bi šlo. Če bi družina drugače reagirala, mogoče se ne bi spustila. Ja, se ne bi spustila, ker to ni enostavno za žensko, ki je še mama, ki je še žena, ki ima kmetijo, še tudi starši moževi so bili, 2 otroka imam, žal, kronično bolna, tudi od 3, tudi veliko je bilo energije potrebno, no, da bi se podala še v takšno stvar. No, čestitam, da ste vseeno zmogla, kljub vsemu temu, kar ste zdaj naštela in vse vemo, kaj to zares pomeni. Ja, in kot ste rekla, v bistvu politika oziroma sploh politična kampanja je zelo tekmovalno naravnana, ne. To je tisto, kar mogoče ženske najbolj odbija, tako kot ste tudi sama rekla, da je to najgršji del, ne. A so morda še kakšne druge ovire bile take, ki bi bilo vredno zdaj povedati? S katerimi ovirami ste se še srečevala poleg tega? Ja, ena res zanimiva ovira potem v delovanju, recimo v prvem mandatu je bila moj bivši župan, ne, s katerim sem 10 let sodelovala kot direktorica in ki me je nagovoril in ki me je podpiral, je imel očitno v ozadju drugačne namere in ideje in je težko izstopil iz tega, saj sem ga hotela razumeti. In potem, ko sem jaz pač delovala na svoj način, njemu to ni bilo v redu in je postal moj, skoraj lahko rečem, nasprotnik, tak, da se je javno izpostavljal. Na občinskem svetu sem imela ne z opozicijo, ne svojo protikandidatko, ki je bila tudi svetnica, ampak z njim največje težave. Da sem mu mogla potem enkrat samo napisala tako prijazno pismo, da pač jaz sem jaz moram stati za svojimi odločitvami, ne morem delati tisto, kar si on želi, da on je pač bil takrat, ko je bil in jaz se tudi včasih nisem z njim strinjala, ampak sem to spoštovala in z njim delovala, ampak da zdaj mora tudi on spoštovati, da sem jaz na čelu in da sem jaz odgovorna. Zdaj na tihem baje, no, da si je želel biti podžupan, ampak jaz sem takrat tako naivno žensko presodila, ko so se ljudje to pogovarjali, ja, ne morete biti vi podžupan, ker potem bojo ljudje, ki so na vas navajeni, še kar naprej k vam hodili in ne bojo k meni, ne. In to bi bila potem res velika napaka, če bi se za to odločila, ampak to je njega zelo prizadelo in tudi zdaj se nimamo v najboljših odnosih, kar me zelo boli, no.
ni v redu in tudi če le more mi nasprotuje. Tako da to pa ni bilo, to je bila pa ena taka grenka izkušnja, ki si je ne bi nikoli predstavljala. Bil je pa svetnik v prvem mandatu, potem pa ne več. No, tako da. Zdaj je pa pač v društvih deluje, ampak ni tistega prisrčnega odnosa, čuti se tisto, da ni z mano zadovoljen, ampak lej, pač ljudje so mi ta mandat dali in jaz očitno nekomu pa je v redu. No. Ja, oziroma jaz mislim, da niti ni stvar v tem, da ne bi bil zadovoljen z vami, ampak je mislil, da ima morda lutko, preko katere bo lahko vodil, vi ste pa v bistvu igrala sebe. Ja, presenetila sem ga verjetno, da sem pač bila toliko, ker ženska je taka, mi ko se enkrat odločimo, potem za tem stojimo. Jaz mislim, da smo večinoma take. Se težko odločimo, ampak ko se pa nas pa ne premakne več. Kaj hitro, kaj ne. No, to je že ena prednost, ki ste jo zdaj povedala. Katera je tista prednost morda ženske v politiki? A še kakšna taka prednost? Ja, mogoče tudi ta milina, ta ženstvenost, ta pogled s srcem, ne toliko z možgani, z umom, z razumom, z nekim egom, ko opazujem svoje moške kolege, zdaj namreč v regiji, v tem svetu regije, sem zdaj edina ženska. Smo bili slike gledali od včeraj, ko je bil ta otvoritev in seveda jaz sem edina ženska med samimi moškimi v kravatah. Prejšnji mandat smo bile 3 ženske, ampak potem se žal ni šlo, sta tudi obe kandidirali, ampak nista dobili, to da sem zdaj sama. In vidim, na kak način moški delujejo. Oni so drugačni, kaj jaz vem. Pomemben jim je status, pomemben jim je biti jaz. To. Mi pa pač to z eno žensko milino, z eno mehkobo drugače dojemamo. Pa mislim, da tudi na silo se tudi ne pride daleč. Jaz sem bolj pristaš tega, da bolj poslušam, pa potem neko odločitev sprejmem. Seveda se ne izogibam odločitvam, ampak želim tudi zvedeti malo druga mnenja, pa poskušam biti empatična, se tudi postaviti njegove čevlje, pa drugače na zadevo pogledati. Ni mi tako pomembno, da sem jaz pomembna. No. Verjetno res nisem tista politik klasičen, sem bolj operativec in tudi veliko sem znanja pridobila prej kot operativec, tako da zdaj mi je lažje, tudi lažje koordiniram s sodelavci, se pogovarjam, iščemo skupaj rešitve. Imamo vsak teden kolegi, na katerem se dobimo, se nasmejemo in predebatiramo dela tistega tedna, težave. In je lažje, ker sem bila enkrat operativka in stvari drugače razumem. Nisem tista politik, ko se sem zamisli, zdaj pa naredite. Ja, ste bolj ekipna igralka. Parkrat ste imela besedo ekipa, sem si izbrala ekipo, sem bila v ekipi. Tako da to je tudi nekaj. Brez te ekipe, dobre ekipe nisi nič, jaz sama ne morem spraviti skozi življenje. Čeprav veliko stvari tudi sama se lotim, ker smo pač majhna uprava in ko vidim, da so sodelavci obremenjeni, pa tudi jaz kako stvar primem v roke, pa jo speljamo od začetka do konca, pa predam direktorci, recimo, evo, podpiši se od spodaj za občinski svet, tukaj, da ti malo pomagam, zdaj, ko je recimo manj dogodkov. Brez njih žal ne gre. Oni so tisti, ki so strokovna podpora. Ja, in to je prav, da se ceni. In to verjetno tudi čutijo ekipa, zato gre potem lažje naprej. Jaz upam, da. Prej ste omenili, da ste bila edina ženska, ko ste gledali sliko. Kako vam uspe biti slišana med moškimi? Tudi ste rekla na začetku, ste govorila, kako v bistvu ste si mislili, da niste sposobna dovolj za tako pot. In ko smo se o tem pogovarjali, članice, smo v bistvu zelo podobno razmišljali, da imamo v bistvu skozi v sebi, da morda nismo sposobne, pa raje poslušamo, kot govorimo, raje pustimo druge naprej. Kako vam uspe? Kaj je tisto? Kako nastopi, da smo slišane? Tudi jaz bi se včasih najrajši postavila v zadnjo vrsto, pa samo poslušala, pa dala drugim prednost, ampak ko si pa enkrat prvi,
pač župan ali pa županja, pa pač ne moreš tega drugim predati, se moraš izpostaviti in moraš svoje mnenje povedati. Ljudje pričakujejo od tebe kakšno pametno stvar, tudi kako greš, kakšne govore imeti ali kaj takega, ljudje te poslušajo. Ne moreš se temu skriti. In ko ti stojiš za tem, kaj poveš, potem te tudi slišijo. To je važno, ti za tem stojiš. In zdaj, ko sem že tretji mandat, če bi bila zdaj prvi mandat med temi vsemi moškimi, mislim, da včasih tako razmišljam, bi najbrž mislila, da sem res ekstra nesposobna med vsemi temi egoti, ker delujejo tako, oziroma oni izražajo to sposobnost, ne? Mi smo bolj tiho, pa naredimo po svoje. Ampak zdaj vem, da imam tudi jaz rezultate, da imam kaj pokazati, pa potem hitro utišam ta občutek manj vrednosti, ne, ki se ti hitro prikrade. Tako da, če za tem, ker stojiš, enostavno te tudi poslušajo. Pa tudi imaš širino, imaš znanje in ko ti veš, kaj govoriš, tebe ne more, ne blebečeš, ti veš, kaj govoriš, ne. To je važno. No, če sem prav razumela, vam bi bilo boljše, če bi nas bilo več, pa če bi vi imeli v ekipi več žensk. Seveda, ženske takoj skupaj potegnemo, ne? Zdaj, če si pa sam, si pa sam. Prej, ko smo bile 3 v regiji, pa recimo iz Bele krajine 2, ne, je bila tudi še iz Črnomlja, no, prvi mandat smo bile pa celo 3 iz Bele krajine, iz vseh 3 belokranjskih občin. Ampak smo pač bile tudi fenomen, smo nastopali skupaj, bile smo urejene, zrihtane, imele svoje dobre govore, res smo bile, mislim, da marsikomu v ponos, marsikomu pa tudi smo šle v nos, ne. Ker pač ženske se bomo zdaj tukaj nekaj postavljale, mi smo za domov, za otroke, za štedilnik in vse ostalo. Čeprav smo to vse zraven opravljali, ne. Jaz nisem, rečem, nič manj bila mama pa žena, sem se zelo, zelo trudila. Zraven tudi še magisterij vpisala v prvem mandatu, tako da moraš enostavno biti na vseh področjih, no, in ni to vedno lahko, ampak ker smo trmaste, ker se odločimo, to speljemo. Kako reagirate, oziroma kako se ubraniti teh govoric, ne? To je tudi zelo, zelo pogosto, kar ste rekli, ne? Če se ženska preveč ukvarja s politiko, je potem najslabša mati in sigurno se dobro ne ukvarja, potem nima časa za ostalo delo. In seveda tudi to boli, ne? In ste rekli, da tudi vam trem, tudi 2, 3 ste bile deležne kakšnih takih hudih govoric. Kako ste lahko predelala to stvar? Kakšen nasvet mogoče? Nič, za tem stati, kaj si. Enostavno ne more mi nekdo reči, da nisem dobra mama, če jaz vem, da se trudim, da jaz ves čas pečem kruh, rezance delam, ne vem, imam njivo, poskrbim da ima družina domačo hrano. To mi ne more nihče oporekati in za tem stojim in si to ne bi slučajno. Saj so mi včasih očitali, če si nesposobna, pa ne vem, kaj se še kuhati ne znaš, enkrat tem pripomnil v eni volilni tekmi, sem si mislila, pač, če bi prišel kdaj k meni, bi videl, da znam marsikaj, ampak to je tvoj problem, kaj ti govoriš pač. Aha, mogoče to nasvet, to je tvoj problem, ja? To govoriš v bistvu o sebi, ne pa o meni, ja. Tako, ne moreš ti mene soditi, ker nisi bil pri meni in ne veš, kaj jaz zmorem. In če sem odkojila 3 otroke in če vodim oziroma pomagam na kmetiji, sem moževe starše, tudi to izkušnjo sem dala skozi, da smo tudi moževe starše rihtali kar nekaj časa, tudi plenice in vse ostalo. Marsikaj si razširiš obzorje in potem se pa res ne more vsak iz tebe norčevati. Imaš že neko kilometrino, tudi otroka bolna, recimo en ima sladkorno bolezen od 13. leta, en je srčni bolnik od rojstva in je bil že na 2 operacijah. In ko greš čez vse to, še zraven tega, da imaš tako zahtevno službo, potem si verodostojen, mislim, da. Kako bi pa, ne vem, imate kakšen nasvet, kako pritegniti več žensk v politiko?
Ja, to, kar že to, da zdaj govorimo, da se izpostavljamo, recimo tudi klub župan slovenskih, da nas opozarjamo, da o sebi govorimo, da zmoremo in da smo kljub vsemu lahko še mame in žene. In tudi vidim, da se število povečuje. Zdaj nas je 22, prejšnji mandat 16, še nazaj mislim nekje 8-9 jih je bilo ali nas je bilo. Tako da se to kar povečuje in tudi vidim, da mlade vstopajo. Nekaj nas je, ki smo že več mandatov, ene kolegice celo, mislim, da peti mandat že imajo iz Dravograda, če se ne motim, tudi članica SLS, Marjana Cigala, pa potem iz Majšperka tudi, se mi zdi, da je tudi SLS. Tako da prihajajo pa mlajše, ki imajo tudi majhne otroke, pa dokazujejo, da to zmorejo. Čim več o tem govoriti, pa potem mogoče še kakšno opogumi, da zmore. Je pa to gotovo neka obremenitev, ker nisi frej tega doma. Zdaj, če bi bila moški, se včasih to vlogo sem se postavila, jaz sem likala, pa vadila govor, pa se tuširala, ali pa kuhala, pa vadila govor za neko prireditev, na katero sem potem šla. Če bi bil to moj mož, on bi imel to vse pripravljeno, on bi še malo počinil, malo bi se še vlegel, jaz bi to vse poštimala, on bi se sem zrihtal, bi ga še malo pogledala, pa bi šel, pa bi mu še zaželela srečo. Zdaj, jaz nisem bila vedno take sreče. Družina me sicer je podpirala, ampak ko je bilo pa res naporno, ko je bilo stalno kakšni dogodki, smo pa včasih se tudi sporekli in sem se tudi zjokala, preden sem šla na kako prireditev, se tam skulirala in bila spet, ljudje tega ne smejo videti, ampak je bilo včasih zelo težko, velikokrat. Ja, to verjamem, ja. Tudi o tem smo govorili, kakšna je razlika ravno o tem, kakšna je razlika med tem, ko ženska dela kariero ali pa moški dela kariero. Moški dela kariero, ženska dela... Vse. Ja, dela vse. Tako da, mogoče, kaj bi bilo, če bi lahko delali samo kariero? Mogoče bi naredili tako revolucijo, da je boljše, da nam ne dovolijo. Mogoče. Samo mislim, da mi to enostavno ne moramo gledati. Mi smo pač navajeni, da so stvari urejene, da to teče. Meni se zdi pomembno to, kar ste rekli, da v redu, lahko se odloči za ali politično pot ali kakršnokoli drugo kariero, ampak tega, da si mama, ti ne bo nihče vzel. Te želje potem... Ne boš zato nič manj ženska, ne boš zato nič manj mama. Dobro, gospodinja, ne bo noben pogrešal, ampak to, da si mama, to je tisto, kar nas je vedno mogoče strah, da pa ne bomo uspeli biti toliko časa s svojimi otroki, da jim ne bomo mogli dati in v bistvu tudi zadovoljiti to svojo potrebo, pravzaprav potem, da si mama. In je to morda tisto zelo pomembno sporočilo, ki jo morajo ženske slišati, da si še vedno ženska in si še vedno mama in je to čisto v redu. Ja. Čeprav ni enostavno, moj tam mlajši sin je bil takrat, ko sem bila v prvem mandatu, je bil 13 let star in kasneje mi je povedal, da je vse to, kar je na spletu pisalo o njegovi mami, bral. Jaz sem nekaj časa spremljala, potem bi me ubilo in sem nehala. On pa je to bral in je bil zelo prizadet. Tudi otroci si tega niso predstavljali, da je lahko kaj takega, da toliko stvari izvejo o svoji mami in takih. Lahko prizadane. In zelo prizadane. Recimo, ta starejša dva sta bila že okrog 20 takrat, ampak tega tam mlajšega je pa še. Pa kaj mislite, da ste dali svojim otrokom, ravno zaradi tega, ker ste se odločili za politiko? Kljub vsem oviram, kljub vsemu. Jaz mislim, da so v meni videli to odločnost, da me spoštujejo toliko bolj, ker vejo, da se trudim okrog njih, okrog družine in da tudi sem, recimo, dokaj uspešna. Upam, da sem, če sem že tretji mandat. In to je gotovo za otroke tudi neka, da se tudi dobro počutijo. Recimo, včasih mi povedo, smo bili ne vem kje, izven meja Bele krajine. Ja, pa te poznajo, so rekli, da ti si pa fajn županja, pa se jim je tako dobro videlo. In to te poboža in tudi verjamem, da je nam fino.
Pa tudi meni je tudi to lepo, ker sem tudi pooblaščenka za poroke, normalno županje ponovadi smo, in sta me oba sinova, ta starejša, prosila, da sem jo poročila. Res, Kako lepo. enega 2014, enega 2016, sicer nisem vedela, če bom to zmožna speljati, sem imela zraven tudi robček za jokati in vse potrebno. Ampak je bila res zanimiva izkušnja. No, zdaj ta tretji bo tudi mogoče kmalu, ampak ne vem, ali se bo v tem času, ali si bo tudi to zaželo, v glavnem nisem v to silila, ampak sta se tako odločila in mi je bilo tudi v čast in mislim, da marsikdo nima te možnosti, no. Tudi od otrok kaj takega doživeti. Da so pač se jim je verjetno zdelo, so bili ponosni na svojo mamo, no, da je tudi v taki vlogi. Ena Ja, taka tako da- izkušnja. Tako da, ja, ko se sprašujemo, a več prispevamo oziroma več pozitivnega damo otrokom, če sledimo svojim sanjam ali če ne. Če sledimo svojim sanjam, prav Ali gotovo. pa če ne. Aha, ja. Ja, jaz mislim, da moraš. Mislim, ti jih učiš, da naj sledijo svojim sanjam in potem sam ne delaš tega. Oziroma ne slediš tistemu, kar si se odločil, kar je nekako tvoja očitno prihodnost, potem to ni usklajeno s tem, kar si rekel, ne, se pravi. Moraš slediti svojim sanjam in tudi spodbujati otroke potem in jim zgledom kazati. Učenje z zgledom, no, to se mi zdi, da je, in ne samo učenje, tudi zgled, nasplošno zgled. Tudi recimo zdaj naša občinska uprava ima na oknih, mi spodbujamo, da ljudje sadijo rože tudi, ne, zdaj, ker je ta kriza, tudi to je mogoče ena ženska nota, ne, ker sem pač tehtala, ali bi to naredila ali ne, pa sem ljudi prijazno povabila, da zdaj, ker pač malo je takih stvari, ki nas radostijo in mogoče pa dajmo zasaditi rože, čim več cvetja, in ko ga bomo negovali, bomo malo pozornost usmerili v nekaj drugega in bomo zadovoljni, pa tudi lepo bo videti in vsi bomo zadovoljni, lepa občina bo. In tudi sami mi to počnemo. Na občinski hiši smo se lani dogovorili, vsak je za svojo okna, svoje pisarne skrbel. Posadili smo na okenska polita, nismo prej imeli, ne. Potem smo pa nabavili vso to korita, rožice in jih gnojili in vsi, tudi sodelavec, moški, vsi smo skrbeli in smo imeli take lepe rože do novembra. Se pravi, tudi s tem zgledom spodbujamo ljudi. Glejte, tudi mi to delamo, ne. Se mi zdi, da je zgled pomembna stvar. Ja, res je. Najbolj pomembno, ja. Če bi še enkrat izbirala pot, če bi se lahko še enkrat vrnila v leto 2000, bi še vedno izbrala isto pot? Verjetno, da bi jo. Ker je nisem zbirala, pot je zbrala mene, ne vem zakaj. Ker stvari so se mi dogajale, župan je prišel do mene, me je povabil in potem me je povabil spet, da naj bom županja. Enostavno, bolj se mi je zdelo, da se vpiram temu toku, bolj me je vlekel vase. Ni to zanimivo. In potem se vprašaš, če je to tvoje življenjsko poslanstvo in ugotoviš, da očitno je, da greš to pot, da si v službi ljudi, da si jim pač na voljo in nekako na razpolago oziroma da delaš za njih, no, da si v njihovi službi dobesedno. Pravijo mati županja, ne? Ja, nekateri tudi tako rečejo. Mati županja, ja, tako da mati poklicna, mati osebna. Mama, ja, na vse načine. Ja, me zanima malo, katera imaš, ne, katera, ne morem več v ženski obliki govoriti, ker imamo tudi gospoda Martina za nami. Bi želel kdo od vas še postaviti kakšno vprašanje? Zdaj imate priložnost, zlato priložnost. Aha, eno imamo, nam je Martin napisal. Kako se odločate med všečnimi zadevami in med tistimi, kar je po vašem dobro za občino oziroma za ljudi? Med župani so zelo priljubljene všečne poteze, pozabljajo pa na razvojne in malo zahtevnejše poteze. Zelo zanimivo vprašanje. No, sploh zadnje čase, jaz tudi veliko delam na sebi, veliko berem, skrbim za zdravje, za počutje in tudi za zdravje svojih misli.
delam tisto, kar se mi zdi, ne da je všečno v prvi vrsti, ampak kar je dobro in kar je prav in za čemer tudi jaz stojim. In zaradi tega tudi vztrajam nekako, kot sem vam tudi napisala, v tej politiki, ker lahko skozi sebe dajem ljudem tisto, kar so tudi moje vrednote, no? In kar so mene recimo starši naučili, in nekako ni mi všeč samo, da bi bila všečna in da bi delala tisto, kar bi mi dajalo mogoče dodatne točke. Tudi recimo, ko se odločam za neke investicije, za neke razvojne projekte, marsikdo bi rekel, lej, ta del občine me ni podpiral, vse vemo po volilnih rezultatih, ampak jaz želim to odmisliti, ampak izhajam samo iz tega, če je to potrebno v tistem koncu, je pač potrebno, ne glede na to, če me bodo volili kaj bolj zaradi tega ali pa kaj manj. Ker tudi ugotovila sem leta 2014, ko smo imeli res ogromno evropskih projektov, če bi gledali po projektih, bi me mogli 100% izvoliti, ker smo bili res, res uspešni. Ampak ni bilo, komaj je bilo nekaj čez 60%, se pravi, da so druge stvari tudi jako pomembne in ljudje te ne volijo zaradi tega, ker si jim nekaj naredil. Ne vem, volite zaradi druge stvari. Tako da ni vse tisto nekako všečnost. Ne gledam na to, no. Tudi za ceno tega, da me več ne bodo izvolili, pač sledim temu, kar mislim, da je prav. Torej ni populizem zares pomemben. Ne, jaz se temu izogibam. Ampak to je kar strašno prisotno, no. Se pravim, pri moških kolegih pa to opažam, da je treba biti v prvi vrsti lepo rečenje, no. Gospa Martina se tudi je dvignila roko. Kot podžupanja prve sosednje, prijazne, prijateljske občine Semiča, počutim neko moralno dolžnost, da vseeno povem tudi, na kakšen način gospo Polono v tem lokalnem belokranjskem okolju dojemajo ljudje oziroma tudi ostala dva kolega župana. V raznoraznih neformalnih pogovorih je zaznati resnično, zmeraj govorijo spoštljivo, z iskrenim občudovanjem do njenega dela, do njene empatije in tudi kadarkoli so določene prireditve ali pa, ne vem, raznorazni nastopi, se opazi, da ima gospa Polona karizmo, da ima občutek in resnično je deležna tudi pozornosti. Se mi pa zdi, da mogoče mi ženske marsikdaj se preveč obremenjujemo s tem, kaj si gospodje ali pa moški mislijo, ali pa se z nekim predsodkom, zdaj pa, če bom, ne vem, določeno funkcijo prevzela, bojo o meni spremenili mnenje, da sem mogoče povzpetniška, da sem mogoče, ne vem, da iz kateregakoli vzgiba ali pa v bistvu iščejo razlog, zakaj se odločimo za prevzem določene funkcije, ne. Za moške se to nihče ne vpraša, ampak mislim, da pa mi, ko prevzemamo določene javne funkcije, globoko v sebi vemo, da smo to sposobne speljati, se pravi, imamo moč, da to izpeljemo, ne, in želimo okolici dokazati, da se to da, ne, da ne dvomimo v sebe in želimo na ta način nekomu dokazati in pokazati. In prav to, recimo, gospa Polona ne govori, ne, ampak ona resnično se s tem zgledom matere, poslovne ženske, kaže v bistvu pot in je marsikomu tudi vzor, ne, v tem belokranjskem prostoru. Tako da vse čestitke za uspešno delo. Martina, kaj piješ? Vina očitno ne. Lepo, hvala. Ja, pa omenila ste v bistvu, omenila ste pridevnike, ki pritičijo ponavadi ženskam, moškim ne. Ženske hitro cenijo za histerične, pa da imamo kakšen PMS, če malo preveč kakšno stvar rečemo, to, kar se moškim ne, s tem nas hočejo pravzaprav diskreditirati. In je morda dobro se tega zavedati, da to v bistvu ni mišljeno zares nam, ampak diskreditiranju. Ne, ampak to sem želela poudariti, ko je Polona, ne vem, v neki debati, pristopi z neko milino, ampak v ozadju je čutiti tako odločnost, da marsikater možakar zastane. Tudi če je bil mogoče v preteklosti malo agresiven, ga to na nek način
postavi na realna tla, tako da resnično je to opazno. To je tista ženska nota, ki je pač moški ne morejo najbrž imeti, ne? Tista milina, tista materinskost ali empatija. Zdaj, verjetno to imaš ali pa nimaš, ne vem, no, ampak če imaš, moraš uporabiti. Jaz bi tudi nekaj gospo Kambič vprašala, če smem, oziroma bolj bi njeno razmišljanje rada slišala, kako se počuti v klubu županov Slovenske ljudske stranke. Vemo, da tle pa ni veliko žensk, pa me zanima z vaše strani, kaj vidite, bi se mogoče lahko prek kluba županov še tudi malo moč ženske pokazali. Oziroma, če imate občutek, da vas dosti spoštujejo, kaj bi se z vašimi očmi lahko še kaj izboljšali. Da mi kot ženska zveza ali pa del ženske zveze vam mogoče v tej smeri kaj pomagamo. Ja, tu pa nisem za vzor, nisem kaj aktivna v klubu županov SLS. V prvem mandatu sem še hodila skupaj s takratnim podžupanom, ki je bil tudi iz vrst SLS. Pa kar nisem. Tukaj je bilo enih obveznosti in vsega, zdaj je ta korona in nisem se udeleževala. Se pa udeležujem bolj teh srečanj kluba slovenskih županov. Tu se mi bolj pocrklamo, pa vedno ena vabi in potem organizira in tudi pokaže kakšne dobre prakse. Tukaj se nekako bolj družimo in ker teh dogodkov je potem ogromno. In ko greš na eno tako stvar, zdaj Semič Ljubljana, si takoj ob cel dan. Ali pa če so stvari še popoldne, so tudi dogodki. Enostavno v tem mandatu sem se odločila, da bom manj hodila, da bom poskušala biti več doma, ker se mi je zdelo, da gre to že čez vse meje, ampak zdaj je korona dejansko vse ustavila in toliko, ko sem pa zdaj doma, pa res nisem bila že lep cajt in vse vikende, za Kristus mislim, prej je bilo par na leto, zdaj sem pa kar gospodinim, pa uživam, pa ne vem, dokdaj bo to trajalo, ampak zdaj mi paše. Tako da enostavno sem bila res ogromno z doma in sem se odločila, da ne bom hodila popoldne. Bili pa so ti sestanki v glavnem popoldne. Tako da tu se pa res težko vam kaj povem, ker nisem sodelovala. Mi je čisto jasno, želela sem še malo, če lahko kaj v tej smeri, nisem pa res spremljala. Ja, niso pa tudi kolegice županje, recimo Marjana, pa iz Majšperka, se ne morem spomniti imena, tudi prej nismo bile vse v tem klubu, čeprav so one tudi, ne vem, zakaj ne, očitno, da sej ni nuja, ne? Ne, ni nuja, samo bolj imam občutek, da je bolj moška domena, zato sem hotela še malo mogoče. Moška domena je, ta občutek sem tudi tega ega, sem tudi občutila v klubu SLS županov. Takrat je bil še Darko, mislim, da mandat je prvi. Tako da se nekako nisem prav dobro počutila vmes. Hvala lepa, pa srečno naprej. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ne, smo odgovorili na vsa vprašanja? Ja, ok. Aha, še Suzana, oprosti. Dober večer vsem še enkrat. Jaz v bistvu nimam posebnega vprašanja. Bi se pa zahvalila gospe županji za te pomembne misli, ki jih je povedala, ker čeprav na nek način mi ženske to vse vemo, da ni tako pomembno, kaj si drugi mislijo, da je pomembno tudi, da se sami odločimo, pa za tem stojijo, da dejansko to, da moški toliko bolj radi pokažejo, kaj znajo, je morda tudi zato, ker tudi tisto, česar ne znajo, skrivajo za tem, ko se pokažejo, kako znajo, medtem ko mi pač ne delamo tega, ker smo mogoče tudi vzgojene na tak način,
ne glede na izkušnje, pa ne glede na to, koliko časa se katera okrog politike vrti ali pa ne, imamo še vedno nekako v sebi tiste zlate nauke, ki nam včasih škodijo, kot je, ne vem, molk je zlato, ne, kdor me uči, 10 odgovori, pa kakšne take, da potem včasih se rajši potegnemo nazaj, kot ste rekli, ne glede na vse izkušnje, rajši stopite, bi najrajši včasih stali od zadaj in je res velika inspiracija slišati to, tak pogovor, eno tako uspešno žensko, ki pokaže, da se da vse, jaz se opravičujem, da se da vse in gospodiniti, in mama biti, in uspešno biti na svojem področju in hkrati biti tudi vzgled, ne samo ženskam, ampak tudi moškim. Tako da hvala lepa. Ja, hvala lepa. Ja, to, kar ste rekli, da moški to res znajo, da tudi če stvar obvladajo, to tako specialno prekrijejo s tem svojim hrupom, s tem svojim, ne vem, mi smo pa rajš tiho. Če stvari ne obvladam, se ne oglasim. Sem rajš tiho in se oglašam vedno, ko sem 100%, da stvar obvladam. Ampak to jih pa včasih kar občudujem, ne, da so tukaj vsače, tudi bivšega župana isto. To je pač moška domena, očitno. Tako da tudi vam, no, vi tudi veste, kaj se pravi, ker ste bili kot kandidatka za predsednico države, tudi to je bila ena izkušnja, verjetno taka kot malo kera, ne? Ja, tudi vprašanja so bila, recimo, kakšna novinarska taka, naprimer, ne vem, kdo pa pri vas kuha, ko vi delate kampanjo, ne? Sem kaj gospoda Šarca Navte vprašali tega? Sa on ima tudi otroke. Ampak najbolj zanimivo pa je bilo, da tako vprašanja niso prihajala od moških, ampak od žensk. Zato še bolj mislim, da je to mogoče bolj stvar vzgoje, ampak ker smo, čeprav se zavedamo, da smo lahko vse, smo tolikokrat temu izpostavljene, kak dan, še posebej, kot ste rekli, ne, ko je bilo veliko vsega in ste bili utrujeni, imaš potem tudi rabiš spet še enkrat se prej sprašati, ne, ker te prizadene to. Ne to, kaj drugi mislijo, ampak tudi sama trpiš, ko ne moreš glih vsega narediti, kar bi si želela in potem, ko te konstantno to še drugi sprašujejo, se mi zdi, to še raste v tebi in se je treba kar na nek način vedno znova opominjati. Ampak smo zmogli, ne? Tako. No, Suzana bo tudi ena naša gostja, tudi tako, jo bomo tudi malo sprašali, pa bomo malo bolj natančno vprašali tudi, kako je potekala. Kako je potekal ta To bi bilo tudi zanimivo slišati. Ja, boste vabljeni, absolutno. Tudi na njen pogovor. Ja, tako, jaz, če ni nobenih drugih vprašanj, bi jaz zdaj zaključila, ker smo zdaj že skoraj celo uro skupaj. Bilo je zelo zanimivo, zelo dragoceno, ne vem, če sploh si lahko predstavljate, kako zelo dragoceno, vse to, kar ste danes za nas z nami delila. Jaz v bistvu s tem samo odpiram vrata, v smislu, da ste dobrodošla kadarkoli, oziroma če bomo potrebovali kakršenkoli nasvet ali podporo, da bomo mi ponovno potrkali na vaša vrata. Seveda, vrata so vedno odprta. Najlepša hvala, prijeten večer še vsem ostalim, hvala, ki ste prišli. In kot sem že napovedala, naslednjič se bomo s Suzano Lara Krause pogovarjali in seveda gospa Polona, vljudno vabljena. Hvala lepa in lep večer, lep pozdrav vsem skupaj, hvala, da ste me poslušali in za vprašanje. Zanimivo je bilo. Veseli. Lep večer. Lep večer vsem. Adijo. Adijo. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč.